V naši oddaji lahko vedno gledate teste novih avtomobilov ali nas spremljate, ko se javljamo iz prvih voženj. Nikoli pa nimamo časa, da bi obiskali kakšen muzej ali pa zbirko avtomobilov. No, ta čas sem tokrat vseeno našel in se odpravil sem v BMW Welt, ki je najbolj obiskana turistična destinacija na Bavarskem. Samo lansko leto ga je obiskalo več kot 2,3 milijona ljudi. To je več, kot če bi se sem odpravili vsi Slovenci. Že sama stavba je zelo zanimiva, pravi arhitekturni dosežek, ki je bojda prekrit kar 3600 paneli sončnih celic. Sicer pa je celotno tole okolje kot nekakšno mini BMW mesto. Me prav zanima, če bi kakšnega Audija kar razstrelili, če bi se sem pripeljal. Po novem si tule lahko gledate vse 4 znamke. Husqvarna, Rolls-Royce, Mini in seveda BMW. Ni pa BMW Welt znan samo zaradi vseh teh vozil, ampak tudi zato, ker po svoj novi avto lahko pridete kar sem. Vsak dan se od tamle zgoraj odpelje 160 novih avtomobilov, celo 2000 Američanov vsako leto pride sem po svoj novi avto. Vse te avtomobile so postavili zato, da boste lažje začutili duh znamke. Tamle čez v muzeju njeno preteklost, tule pa sedanjost in prihodnost. Takšnega Rolls-Roycea se vsak z veseljem usede, da občuduje to usnje in ta les, predvsem pa zato, da se lahko pohvali, da je enkrat v življenju v takšnem stroju tudi sedel. Samo ta je že prodan, ne smem niti malo popraskati. Če vas zagrabi nakupovalna mrzlica, tudi na to imajo odgovor. Tale medo je bojda najbolje prodajena stvar. 60 000 so jih že prodali po 13 evrov. Sedaj pa izračunajte. Kaj spet tikle? Razmišljam, katerega bi prevzel. Levega ali desnega? Ti kar glej. Kam greš ti zdaj? Nekam. Preden pohodim, plim samo nekaj podatkov. Sedim v novem BMW M5, ima 560 konjev, to je 412 kW in turbo V8. Sem kaj pozabil? Mislim, da ne. Stoji že not. Ne vem, kaj ne rečem. Tole je in ni vsakdanji avto. Lahko ga vozite vsak dan in vam bo čisto dobro služil. Udoben je, ima veliko prostora, celo porabi ne tako ogromno, kakšnih 11 litrov, če ste nežni kot trnulčice na zrno graha. Poglejte, še prtljažnik ima dovolj velik in če se opcijsko odločite še za en voznikov paket, ki vključuje 2-dnevni trening, vam lahko v tovarni odstranijo še omejevalnik hitrosti in gre kar 305 km/h. Seveda pa tudi ni vsakdanji, ker noben M ni vsakdanji. Poglejte, kako izstopa v tem domačem okolju. Vsak vas takoj opazi in kot je nekaterim to všeč, spet drugim ni. Reže za zrak so prav poščasne, kolesa ogromna, izpuh v tem sploh ne bi. Grem se rajši še peljati. Upam, da me lastnik ni videl, samo obrnil sem ga pa že zakopal. Evo, drugi poskus. Zdaj moram biti pa čist nežen. Žal nimam veliko časa, da bi ga dobro preizkusil, nekaj občutkov pa sem le dobil. Res je hiter in odziven. Menjalnik z 2 sklopkama ima 7 prestav in je skoraj bolj odziven kot moji prsti tukaj za volanom. Prazen M5 tehta slabi 2 toni, pa vseeno z mesta pospeši v 4,3 sekunde, da kar začutim smok v grlu, ko takole pospešim. Je pa res, da za moje pojme tole ni športen avto, ker je prevelik in pretežek. Na kakšnih ozkih cestah vas bo samo strah, da vam ne pripelje kdo nasproti in da ga ne boste opraskali.
V zaprtih ovinkih bo prevelik za kakšno ekstra veselje, sicer pa boste čutili, da imate pred in za sabo konkreten kos pleha, ki pač ne more premagati fizike. Ko ne drži več, gre ven. Ampak, da se zgodi kaj takega, morate biti res nesposobni, preveč objestni ali pa enostavno brez sreče, ker tole drži kot klop. Števca pa vam namenoma ne pokažem, da mi ne bo kdo kaj očital. Še dobro, da smo zaprli cesto. Lej to barvo. Tega bom. Fajn je bil. Kaj, tihle? Pa, odločam se na katerega bi vzel, ali levega ali desnega. Tep miš, da bojo dati ključe za to. Sam res. Modarija. On bo men, molarija. Po svetu leto je on še iz levega desen jajc skakal. Šestica je pri BMW-ju tista, ki ponuja največ elegance. Poleg sedmice seveda, ampak tista je za umirjene direktorje. In čeprav so vsi motori več kot dovolj zmogljivi in boste med najhitrejšimi, je ravno M6 češnja na vrhu torte. Stane vsaj 159 000 evrov, kar je toliko kot ena zelo fina hišica. Ampak kdorkoli si kupi tak stroj, ima doma itak milijonsko vilo. Ne morem verjeti, kako noro pospešuje ta avtomobil. Ob 2 tonah mase se premakne tako hitro, da se ti kar zvrti v glavi. Pa niti ni strašljiv, sicer bi se po teh ovinkih raje preganjal z manjšim M3, ampak tudi tole je noro. Sploh mu ne zmanjka, vsaka prestava samo bam, bam in kar leti. Prej sem se po avtocesti peljal 280, kot da bi se peljal 170. Ti dve tipki M1 in M2 ne pomenita, da je v osnovi moči manj, kot je bilo to pri prejšnji šestici, ampak lahko sami nastavite, kaj pomenita. M1 sem nastavil, da so podvozje, motor in menjalnik na sport, M2, da je vse na sport plus, kar pomeni, da tudi sistem proti zdrsu koles ne deluje. Danes je suho, počutim se pogumno, M2. V tem načinu tudi na suhi cesti pri pospeševanju avto kar pošteno cukne, se mi pa večji problem zdi to, da se niti ne zaveš, kako hitro se pelješ, dokler ni treba zavirati. Zavori so sicer vrhunske, ampak ustaviti 2 toni ni šala. Najlepše pa je, da je to lahko zelo udoben in zelo umirjen potovalnik. Če niste več razgreti, če se vam nikamor ne mudi, vas bo peljal v izjemnem udobju. Glede na to, da nimam skoraj nič več goriva, mi kaj drugega niti ne preostane. Še tole dam nazaj na komfort. Evo, M6 sem vrnil in ga nisem plačal in prevzel. Bi pa bilo to mogoče, če bi vam zaračunavali našo mobilno aplikacijo Volan, pa je seveda še vedno brezplačna. Sicer pa, če vas je BMW več zamikal, vam povem, da sploh ni tako daleč. Od Ljubljane boste potrebovali 4 ure, porabili manj kot rezervoar goriva, vstopnine pa ni. Še več, če ste slučajno na letališču v Münchnu in nekaj ur ne veste, kaj bi počeli, enostavno pridete sem, bo bistveno bolj zabavno. A ti bi všeč M5? Meni tudi M6.